Tradicionalni slovenski zajtrk je zajtrk, ki je sestavljen iz hrane, ki je pridelana na slovenskem. Slovenski med, rženi kruh, mleko, maslo in jabolka. Kekse pečemo, naredimo jih tako, da vzamemo maso za kekse in damo noter oreščke. V bistvu delamo piškote za celo šolo. Danes smo delali piškote. Imamo testo, pa ga vzameš, pa narediš kuglico, pa orešček noter. In ga dali na platno. Potem pa damo peči. Meda je precej vrst, med se razlikuje po čem? Naboru zdrave prehrane oziroma naboru sestavin tradicionalnega slovenskega zajtrka je tudi med, zato tudi se vključujemo v ta projekt Čebelarska zveza Slovenija in pa lokalni čebelarji. Želimo s tem pomladiti čebelarsko družino. Da je čebela zelo pomembna, zato ker brez nje ne bi bilo naših pridelkov, pa ne bi imeli nič sadja. Pa ker je med zdrava hrana. Pač, da ne smemo blizu iti, ker so tam neka dva stražara čebelja, pa ker tista dva pa res pikneta, če se približaš panju. Nabirajo tako, da si cvetni prah po telesu in potem ga tako nosijo na panje. Danes, kot vidimo, izdelujemo izdelke iz čebeljega voska, tako tudi predstavimo otrokom, da ni samo med tisti, ki ga čebele proizvajajo, ampak so tudi drugi proizvodi. Čebele tudi spuščajo strup, zaradi tega, ker tisti, ko so alergični na čebelje pike, jim zdravniki dajo v manjši količini z injekcijo ta strup, da se privadijo, da imajo manjšo alergijo. Čebela ima takšno vlogo v naravi, da hodi od cveta do cveta in nabira nektar. Da ga mi pojemo, ker je zelo zdrav, da se z njim malo posladkamo. Je pa tudi vosek, pa uporabljamo, vosko je propolis in to uporabljamo za grlo, če nas boli, za zdravje. Čebelari z svojimi čebelami družbeno koristno delo, saj vemo, da večinoma rastlin se oprašuje prav naša kranjska sevka. In prav je, da današnjo takole glasbeno točko začnemo z tole priljubljeno pismico. Filip iz 4. A in Miro iz 9. B bo tako igrala.
Tradicionalni slovenski zajtrk je posvečen predvsem ozaveščanju otrok o lokalni pridelavi hrane. Na tradicionalnem slovenskem zajtrku jemo kruh, maslo, med in jabolka. Da se spomnimo, da imamo Slovenija svoje pridelke pa na zdravo hrano. Da ne zavržemo potem več toliko hrane, kot jo zavržemo. S tem zajtrkom smo se naučili, da če bi bile trgovine zaprte, da bi imeli doma hrano.